Politične stranke niso le kratice na papirju. Pomembno je vedeti, zakaj se zavzemajo. Zdravo, jaz sem Tjaša Gajšek in to je Mala šola politike. Na volitvah ne glasujemo le za posameznike, ampak predvsem za politične stranke. Posameznik v parlamentu sam ne more doseči veliko, saj je za sprejetje kateregakoli zakona potrebna večina glasov. Zato se ljudje s podobnimi vrednotami združujejo v stranke. Za ustanovitev politične stranke v Sloveniji je potrebnih najmanj 200 polnoletnih in poslovno sposobnih državljanov, ki podpišejo ustanovne izjave in izpeljejo potrebne postopke. V Sloveniji je v registru političnih strank vpisanih več 10 organizacij, vendar le redke dosežejo parlamentarni prag, za vstop v parlament so potrebni 4% glasov. In še zanimivost, državnega financiranja so deležne vse stranke, ki na parlamentarnih volitvah dosežejo vsaj 1% glasov. Pogosto slišimo vprašanje, katera stranka zastopa interese mladih. Čeprav v Sloveniji trenutno nimamo parlamentarne stranke mladih, ima večina uveljavljenih strank svoje podmladke. To so avtonomne organizacije, kjer mladi politiki izpostavljajo teme, ki so pomembne njim. Zakaj so razlike med strankami sploh pomembne? Njihov program pove, kako se bodo odločale v prihodnosti. Ko voliš stranko, ne daš mandata le njihovi določeni odločitvi, ampak daješ moč njihovi ideološki usmeritvi. Stranka je tvoje orodje. Izberi tisto, ki bo tvoje interese zastopala najbolj dosledno. Tokrat smo v Mali šoli politike izvedeli nekaj o političnih ekipah, naslednjič pa o tem, zakaj se te v parlamentu delijo na levo in na desno stran.